Nacionalni preiskovalni urad naj bi spet začel preiskavo povezano z novogradnjo Splošne bolnišnice Celje. Obiski v domovih za starejše spet mogoči. Tudi v Žalcu se življenje počasi vrača v stare tirnice. Ponovno je odprt celjski Stari grad. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v naši informativni oddaji Dogodki dneva na televiziji Celje. Nacionalni preiskovalni urad naj bi spet začel preiskavo povezano z novogradnjo Splošne bolnišnice Celje. Tokrat naj bi preverjali menjavo nadzora na gradbišču, preiskava pa s celjsko bolnišnico v smislu odgovornosti in pristojnosti ni povezana. Novogradnjo so policisti in kriminalisti preiskovali že pred meseci zaradi anonimke, ki je na splošno navajala, da naj bi uslužbenec Ministrstva za zdravje Zoran Poglajen priredil razpis za gradbena dela. Policija in tožilstvo tokrat sumov nista potrdila, zato sta preiskavo konec marca ustavila. Tokratna preiskava naj bi se nanašala na morebitne nepravilnosti pri menjavi nadzora na gradbišču. V celjski bolnišnici nimamo prav nobenih podatkov o tej preiskavi Nacionalnega preiskovalnega urada, o kateri lahko berem samo v medijih. Iz tega, kar je Dnevnik napisal, lahko razberem, da verjetno gre za preiskavo v zvezi z menjavo nadzora oziroma svetovalnega inženirja. Kot veste, ga je ministrstvo v januarju zamenjalo. In sicer podjetje Navor, ki je dolga leta delovalo tako pri nadzoru gradnje urgentnega centra in zdaj tudi že v skladu s to pogodbo, ki jo je imelo tudi pri nadomestni novogradnji. Na to se je ministrstvo odločilo, da je prekinilo to pogodbo 22.1. in potem šele 14.2. podpisalo tudi pogodbo z družbo DRI. To so tisti podatki, ki smo jih mi tudi medijem dali. Takrat smo tudi opozorili na to, do kakšnih težav lahko prihaja do tega. Tako da rada bi samo to povedala, da novogradnja poteka normalno ves čas, tudi epidemije. Vodijo magister Dejan Žohar in vsa dela, tako pripravljalna kot tudi ostala projektantska ali pa projektiva poteka normalno. In mi kot bolnišnica, kot uporabnik v tej tripartitni pogodbi nimamo pravzaprav nobenih formalnih pristojnosti ali odgovornosti nad vodenjem tega projekta. Sicer pa je to že druga preiskava Nacionalnega preiskovalnega urada povezana z novogradnjo celjske bolnišnice. O tem v bistvu mi nimamo nobenih podatkov, o anonimki smo izvedeli iz medijev, tako da predvidevam, da je ta preiskava verjetno že končana, ker je potekala poleti. V bistvu pa nas nihče ni seznanjal z tem, kaj se v zvezi s to preiskavo tudi dogaja. Zadnja primera kažeta na to, da bi bilo vsekakor smiselno, da bi bolnišnica, ob kateri poteka novogradnja in bo v prihodnosti tudi uporabnik teh prostorov, pri gradnji in nadzoru nad gradnjo imela večjo vlogo. Mi smo ob podpisu te pogodbe tudi potem za DRI zahtevali, da se nas aktivneje vključuje predvsem v to projektno delo, se pravi projektantsko delo, da smo, tako da sestanki potekajo sedaj zopet enkrat na teden, koordinacijske skupine ves čas so potekali tudi nadaljavo. Nekako se je stvar, moram reči, tudi ustalila, praksa uvedla nazaj, vendar pa v formalnem smislu mi v nobenem primeru ne moremo odločati, kdo je nadzorni, svetovalni inženir. Lahko samo v bistvu prosimo, da smo čim bolj vpeti v ta del, kaj bo nastalo, kako se bodo prostori sprojektirali, zato ker bomo na koncu, tako kot tudi v pogodbi smo, mi uporabniki oziroma naši zaposleni uporabniki teh prostorov.
Konec minulega tedna pa so v domovih za starejše znova mogoči obiski svojcev. Domovi se lahko sicer sami odločajo, kdaj bodo te dovolili, a morajo to storiti najpozneje do 11. maja. Obiski sicer potekajo v kontroliranih razmerah, srečanja po skoraj 2 mesecih pa so pogosto zelo ganljiva. Svojci se morajo na obisk predhodno naročiti, poudarjajo v Celjskem domu ob Savinji, kjer so obiski mogoči že skoraj teden dni. V Celjskem domu starejših do danes niso zabeležili nobenega primera okužbe z novim koronavirusom, a so stanovalce ob pojavu morebitnih simptomov vseskozi testirali. Čeprav življenje v domu še nekaj časa ne bo takšno, kot je bilo pred epidemijo, skušajo zaposleni na različne inovativne načine stanovalcem ponuditi delček dogajanja, ki so ga bili vajeni. Iz doma ob Savinji Celje sporočamo, da smo zdravi tako stanovalci kot zaposleni. Upoštevamo vse ukrepe in ravnamo odgovorno in s tem varujemo zdravje vseh nas. Stanovalcem se še naprej oglašamo preko interne televizije našega doma in jih seznanjamo z novicami ter našimi načrti. Stanovalce smo razveselili tudi s plesom na terasih, balkonih in domskem parku. V tem tednu zaposleni pripravljajo na terasi in parku pevski nastop, v prihodnjem tednu nas bo pa obiskala Dunja Vrhovnik, ki nas je sama poklicala. Čeprav so tudi v času izolacije stanovalcem omogočili videoklice svojcev, pa so od minulega tedna dovoljeni tudi obiski. Zanje se je potrebno naročiti, v domu pa so za ta namen namenili domsko kavarno, ki ima velike steklene površine. Od 30.4.2020 dalje vsakodnevno v dogovoru s svojci naših stanovalcev omogočamo stike preko domske kavarne. Do sedaj nam je uspelo izvesti 50 obiskov. Vsako srečanje je izvedeno varno v skladu z vsemi navodili strokovne skupine Vlade Republike Slovenije. Srečanje poteka na način, da so naši stanovalci v kavarni, svojci so na terasi in s pomočjo mobilnega telefona se potem slišijo med seboj. Svojcem smo hvaležni za razumevanje in sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju obiskov. Težje pomične stanovalce pripeljemo v kavarno s posebnim vozičkom, imenovanim Oldi, ki ga imamo na testiranju. V kratkem načrtujemo obiske v sobih stanovalcev, ki ne morejo zapustiti sob. Protokol teh obiskov, ki ga še pripravljamo, je povezan z nakupom osebnega dezinfekcijskega prehoda. Klice svojcev sprejemajo vse dni v tednu, v maju tudi ob sobotah in nedeljah. Ker ima dom ograjen vrt oziroma park, bodo srečanja na varni razdalji lahko pripravili tudi tam. Še vedno ukrepi veljajo tudi pri izvajanju pomoči na domu. Izvajamo pomoč domov v 4 občinah, mestni občini Celje, Vojnik, Dobrni in Štore. Obiskujemo 285 uporabnikov po sprejetih protokolih. Kljub rahljanju ukrepov pa v domu ob Savinji še vedno velja način dela, ki so ga uvedli ob razglasitvi epidemije. Zavedajo se namreč, da novi koronavirus še ni premagan. Tudi v Žalcu se zdi, da se življenje počasi vrača nazaj v ustaljene tirnice. Ob sobotah so že odprli podeželsko tržnico, no to soboto pa odpirajo tudi fontano piv. A žalski župan Janko Kos poudarja, da se upoštevajo čisto vsi varnostni ukrepi. Da je temu tako, priča tudi dejstvo o razmeroma malo okuženih v žalski občini. Stanje v zvezi s koronavirusom se sicer umirja, želimo si, da ne le navidezno. A kljub temu so sproščeni nekateri ukrepi, kar je življenje že začelo vračati v ustaljene tirnice. Tudi v Žalcu se veselijo rahljanja ukrepov, a ostajajo previdni. Čim prej se mora stanje normalizirati, mi že do zdaj nismo pretiravali, smo tako normalno sobivali s tem koronavirusom, tudi večje okužbe so občini Žalec prizanašale. Zdaj pa poskušamo, da bomo čim prej na zeleni veji, da bo čim prej normalno, da tudi ljudje zadihajo normalno. Prej smo imeli samo trgovine polne, menda nadpovprečno tukaj v Žalcu, pa gostilne zelo prazne, izumrle, kot so rekli, tu smo bili tudi zelo vestni, pridni, zdaj pa počasi gremo nazaj. Vrača se tudi življenje v mestne ulice. Tudi fontana, normalno, v soboto dan zmage, simbolično zmagamo nad tem koronavirusom, pa se tudi začnemo družiti ob fontani.
V petek bomo zvečer sicer naredili en test ob vseh ustreznih ukrepih, higienskih koridorjev do pulta, kjer se prodajajo vrčki, ob samem označevanju, kako lahko nekdo pristopa do točilnih naprav. V soboto ob 2, pa potem zvečer do 19. ure, pa začnemo seveda ob vseh teh predhodno navedenih ukrepih z delovanjem fontane, pa potem nedelja, ponedeljek in naslednji dnevi, dokler se še bolj ne sprostijo ukrepi in ljudje zadihamo s polnimi pljuči. Gre tudi za reševanje turizma, za reševanje gospodarstva, gre za reševanje našega razpoloženja, naših duš, naše energije, ki se more sprostiti. Ne verjamem, da bo na začetku ena velika obiskanost fontane. Bodo pa ljudje prihajali, ker že kličejo od vse povsod, kdaj pa lahko pridemo in rečemo jim, pridite previdno, poskusite pivo, na vse zadnje ima veliko vitaminov in po pameti gremo naprej. Tudi novitete imamo, zdaj imamo tako zvani refill, kjer bo ponovno kozarček isti dan ponovno napolniti. Plačal boš najprej za kozarec, potem pa boš dal 6 evrov, pa boš dobil še 6 decilitrov ali 7 evrov plačal, pa boš dobil 1 liter piva dodatno. Upam, da bomo lahko čim prej program prilagodili ob fontani, da bo veselo, da bo glasba, da bojo neke animacije ob fontani, da bo neki kulinarični presežki, ker si hrana in pivo podajate v roke, dobro razpoloženje, da Žalec spet postane eno odmevnejše, atraktivnejše turistično središče. To si želim, da Žalec ne bi bil na Ž čisto tezaden, ampak da bi bil vsaj, kar se turizma tiče, med prvimi. Ja, veselim se. Župan ostaja optimističen, tudi zato, ker se z 18. majem odpirajo že nekatere enote vrtcev v Žalcu, pa tudi prva triada osnovne šole. Iz Zavoda Celeja Celje pa so sporočili, da so med prvomajskimi prazniki odprli zunanje površine celjskega starega gradu. Med 1. in 3. majem je najbolj obiskano turistično točko v Celju obiskalo 348 obiskovalcev iz Celja in drugih krajev Slovenije. Stari grad je zdaj ponovno odprt vse dni v tednu in sicer med 10. in 20. uro. Ob tem je potrebno opozoriti, da je na gradu lahko hkrati skupaj le 100 ljudi. Če bo število obiskovalcev preseglo to številko, bodo morali naslednji obiskovalci na obisk malo počakati. Gibanje obiskovalcev nadzorujeta 2 informatorja, ki bosta preverjala tudi upoštevanje vseh varnostnih ukrepov. Sicer pa je Zavod Celeja Celje danes odprl tudi turistično-informacijski center v središču mesta, drevesno hiško v mestnem gozdu in spominsko hišo Alme Maksimiljane Karlin. Dvorane Celjskega doma in galerija Račka pa do nadaljnjega ostajajo zaprti. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v mraziščih okoli 0, ob morju okoli 9, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in nekoliko topleje, pihal pa bo jugozahodni veter. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi jutri. Mi vam želimo lep preostanek dneva. Srečno!